Električna, po letu 2035 se bodo v Evropski uniji lahko prodajala tudi vozila z motorji na notranje izgorevanje, če bodo uporabljala sintetična goriva, je po nemški grožnji z vetom potrdil Svet Unije v sestavi ministrov za energetiko. In kaj sploh so sintetična goriva? Gre za ogljično nevtralna goriva, ki se jih da pridobivati tudi z uporabo zelene energije, a je ta tehnologija ta trenutek še precej v povojih, cena pa kar 100-krat višja od navadnega bencina ali dizla. Mark Vidrih. Ogljik in vodik, to sta osnovna gradnika vsakega goriva, ki se jo da proizvesti in v gorivo spojiti tudi umetno in to celo z uporabo obnovljivih virov energije. Rezultat je tako imenovano sintetično gorivo, gorivo, ki ogljikov dioksid porablja, namesto da bi ta med vožnjo končal v ozračju. Gre sicer za popolnoma novo in voznikom osebnih avtomobilov še nedostopno tehnologijo, pripoveduje urednik AMZS-jeve motorevije Blaž Poženel, ki je za aprilsko številko revije pred kratkim testiral sintetični bencin. Pri sintetičnem dizlu pa nismo imeli te sreče, ker se je tista rafinerija, ki nam je gorivo obljubila, se je nekaj pokvarila. Tako da smo potem preizkusili samo biodizel. Ampak že to seveda kaže na kar, bom rekel, precejšno težavo z dostopnostjo oziroma dobavljivostjo teh goriv. Strošek proizvodnje sintetičnega bencina, ki ga je družba Porsche s partnerji konec prejšnjega leta začela proizvajati v čilski Patagoniji, se ta hip giblje okrog 50 evrov na liter, kar je 100-krat dražje od povprečne veleprodajne cene litra fosilnega bencina. Do leta 2030 naj bi strošek sicer upadel na 2 evra, a to vseeno pomeni tržno ceno več kot 3 evre na liter. Zdaj, kot jaz vidim to zadevo, bojo ta sintetična goriva, ki bojo seveda tudi dražja kot so navadna, primerna za, recimo, bom rekel, avtomobile višjega cenovnega razreda, recimo športne avtomobile, kot so Porsche, Ferrari in tako naprej. Največja težava pa bo dostopnost, meni Poženel. V čilski rafineriji, na primer, lahko trenutno proizvedejo zgolj 130 tisoč litrov sintetičnega goriva na leto. Leta 2013-2014 smo samo v Sloveniji porabili čez 600 tisoč ton samo bencina, pa verjetno še enkrat toliko dizla. Tako da ta razkorak med trenutno dovoljivostjo pa med tem, kaj mi resnici rabimo, je seveda velik. Še toliko večji pa postane, če trenutne proizvodne kapacitete postavimo v kontekst celotne Evropske unije, kjer samo v enem dnevu v povprečju porabimo 7,6 milijona litrov goriva.